Pozdravljeni. V celotni zgodovini Scuderie Ferrari je tisto obdobje imenovano Squadra Primavera verjetno tisto najbolj tragično, a nam tudi opisuje izjemno strast do dirk petih mladeničev, kateri so bili za hitrost pripravljeni žrtvovati vse in prav vse je tisto, kar je usoda od njih vzela. Začetek zgodbe gre v leto 1956, ko se je Juan Manuel Fangio, El Maestro, El Chueco po osvojitvi naslova odločil zamenjati ekipo. Uraden razlog naj bi bila neko konkurenca Collinsa v sami ekipi, čeprav je bil prav Collins tisti, kateri mu je odstopil svoj bolid na zadnji dirki v sezoni Velike nagrade Italije, tako da sta skupaj osvojila drugo mesto in Fangio naslov. Verjetno je bil bolj vzrok v tem, da je imel Juan Manuel izjemno dober nos in je vedel, da bo Maserati v naslednji sezoni tisti ta boljši bolid. A ni važno, 56. leto je bilo izjemno težko za Enza Ferrarija. V tem letu je umrl njegov priljubljen sin Dino. In vso tisto jezo, ki je nakopičil v sebi, vso tisto žalost je izrazil tako, da je hotel v naslednjih sezonah osvojiti vse. Zato je izbral skupino petih mladih voznikov, Squadra Primavera je prevedeno v slovenščino nekako kot mladinci, in njim zaupal to nalogo. Govorimo o Castellotiju, Portagu, Mussu, Collinsu in Hawthornu. In prvo dejanje te tragične zgodbe se je zgodilo 14. marca 1957. Pred začetkom sezone je Eugenio Castellotti na progi v Modeni preizkušal svoj bolid Formule 1 Ferrari 801. Zraven njega je bil tisti dan na progi tudi Jean Berat in dajala sta si Castellotti s Ferrarijem, Berat z Maseratijem. Prisotna je bila tudi simpatija Castellottija del Scala in tudi to ga je lahko malce podžgalo, da je vsak krog hotel biti hitrejši. Na Esu Stanguellini je pozabil prestaviti dol, saj tako pravijo priče. Lahko je pozabil, lahko je hotel hitreje skozi tisti S, lahko je imel tehnično okvaro. Dejstvo je, da je poletel na robniku. Poletel je tako daleč, da je z bolidom pristal v tribuni, ne ob njej, v njej. Živega so ga potegnili iz razbitin, postavili v reševalno vozilo, a ni zdržal do bolnišnice. Tako se je končala prva tragedija v tistem kratkem obdobju okrog Squadre Primavere. A Castellotti, če se prav dobro spomnite, je znan še po ene stvari. Le 2 leti prej je bil on tisti, ki je Ascariju posodil svojega Ferrarija, svoje, bom rekel, čelado, in z njegovim Ferrarijem in njegovo čelado je Ascari prav tako na testiranju umrl. Drugo dejanje te tragedije se je zgodilo malce zatem. 12. maja 1957. Tragični junak Alfonso de Portago, katerega so mnogi prijatelji klicali kar Fon, a bil je modre krvi in njegovo ime je bilo presneto dolgo. Don Alfonso Antonio Vicente Eduardo Antebías Francisco de Borja Cabareza de Vaca y Leighton Carafal y Aire, 17. markiz de Portago, 12. grof de la Memoriada. Kar dolgo ime, se boste strinjali, verjetno najdaljše v Formuli 1. A kljub temu, da je dirkal na dirkah Formule 1, se je tudi proslavil na teh vztrajnostnih dirkah in ni bilo bolj nore dirke takrat, kot je bila Mille Miglia. Enzo Ferrari je dal takrat moštvene ukaze. Naj zmagata Ruffi. A de Portago se s tem ni strinjal, namreč eden izmed španskih novinarjev mu je povedal, da tista dva Ferrarija pred njim, seveda bili so v trojnem vodstvu, nista prav, bom rekel, v najboljši formi, najbolj cela. Kajti takrat moramo razumeti, da dirka, kot je bila Mille Miglia, gledano z današnjega vidika, z današnjimi očmi, je bila norost.
Na navadnih odprtih cestah skozi naselja so drveli z avtomobili, kateri so bili lahko malce počasneje kot Formula 1 na polno. Na polno so hitrostjo. Če bi primerjali, bila je bolj nora kot dirka motoristov na otoku Mano. In kaj se je zgodilo na koncu? Tik pred Brešo ravna cesta, kjer je Fon pognal svojega Ferrarija do konca. Očividci pravijo, da takrat počasih naj bi bil že vodilni za miljo. Mnogi so tudi opazili, da nekaj vasic prej je zadel s pnevmatiko v robnik. Drugi so pravili, kako je z njegovega Ferrarija visel na dnu en kos bolida. Vseeno na tisti ravnici, ko se je pognal z vso maksimalno hitrostjo, so slišali najprej močan pok. Nato je bolid privzdignilo, poletel je, trčil ob dva droga, katerih je z lahkoto prelomil, nato je padel tisti globok obcestni jarek, začel po njemu trseti, hitrost je bila še zmeraj previsoka, vrglo ga je nazaj čez cesto, v jarek na drugi strani, in ko se je ustavil, sta bila on in njegov sovoznik Nelson mrtva, žal še 9 ljudi iz publike, med njimi tudi otroci. Bila je izjemno visoka cena za tisto strast, za tisto željo po zmagi enega samega voznika. A ni še konec. Tretje dejanje, velika nagrada Francije v Remiju 6. julija 1958. Luigi Musso je takrat moral zmagati tisto veliko nagrado Francije, a ne zaradi naslova, ne zaradi kakega prestiža, zaradi tega, ker je rabil denar. Baje ga je zakockal, njegov avtomobilistični salon v Rimu je bil v izgubi in upniki so od njega zahtevali zmago. Zahtevali so pa zmago zaradi tega, ker je takrat zmagovalec pobral ogromno denarja in praktično niso bili pokroviteljev takrat še ni bilo, temveč so bili organizatorji tisti, ki so dovolili voznikom, da so postali slavni ter bogati. Njegova takratna simpatija, Fiamma Breschi, je povedala, kako je bil takrat Musso tudi v nemilosti. Namreč njegova moštvena kolega Collins in Hawthorne sta sklenila zavezništvo po njenem. To zavezništvo je delovalo na tem principu, da sta si nagrade lepo razdelila, vsakemu pol, glavno je bilo, da sta skupaj dirkala proti Mussu. Tako ali drugače, takratna proga je bila izjemno nevarna. Posebej ovinek Gu oziroma Kalvarija, kot so ga imenovali vozniki. To je bil dolg ovinek, za katerega je Juan Manuel Fangio prav tako povedal, da ga je treba zvoziti samo na en način, s plinom do konca, od začetka do konca, brez obotavljanja. In kako so se pognali, sta bila na prvih 2 mestih Hawthorne in Musso. Prvi Hawthorne, kateri je bil znan po tem, da ni poznal drugega položaja stopalke za plin kot tiste do konca. Za njim Musso. A Musso je imel malce drugačno linijo skozi tisti ovinek. Šel je malce bolj noter in moral je popravljati. In edina varianta, kako bi lahko popravil to linijo, je bila, da je dvignil nogo s plina. In to mu je bilo usodno. Zletel je v žitno polje ob progi, in iz njega ga ni bilo več nazaj. A naslednji, 4. iz te skupine, je nastradal le slab mesec potem. 3. avgusta 1958, velika nagrada Nemčije na Nürburgringu. Collins je bil takrat zvezda v ekipi Ferrari, osebni prijatelj Dina, in priznan eden izmed najboljših, če ne najboljši preizkuševalec, testni voznik med vsemi v takratni tej generaciji v ekipi Primavera. No, na tej dirki se je tudi njemu zgodila nesreča, usoda ga je hotela imeti in na ovinku Pflanzgarden je poletel v drevo. Iz bolida so ga izvlekli živega, dali v reševalno vozilo in baje so bile njegove zadnje besede. Kot Musso, kot Musso. Drugega baje več ni povedal. Po tem dogodku je Mike Hawthorne postal svetovni prvak.
Svetovni prvak samo za eno zmago, a to ga je tako pretreslo, predvsem smrt Collinsa, da je rekel, da ima dirk dovolj. Odšel je nazaj domov v Veliko Britanijo, odprl salon Jaguarjev, njegove priljubljene znamke, in tudi njegov osebni avtomobil je bil Jaguar, kateri je bil predelan do skrajnosti, imenovan Merc Eater, in prav s tem avtomobilom je 22. januarja tudi on končal življenje, 22. januarja 1959. S prijateljem sta šla tekmovati, logično prijatelj je imel Mercedesa, po avtocesti. In na Y križišču, kjer se avtocesta razdvoji, je iz še danes neznanega razloga Mike Hawthorne zapeljal naravnost v tisti del, kjer ni nič, v tisti del, kjer se ta cesta razdvoji. Zakaj? Prevelika hitrost, slabost, mokro cestišče ali celo neozdravljiva bolezen jeter, za katere pravijo, da je Hawthorne bolehal. Nikoli ne bomo izvedeli. Ali v slabih 2 letih niti enega izmed tiste začetne peterke v Squadri Primavera ni bilo več med živimi. To so bili mladeniči, katerim mnogim ni bilo potrebno dirkati. Dirkali so zaradi užitka, zaradi tiste hitrosti, zaradi tiste želje biti najboljši, a na koncu je bila ta želja prevelika. Usoda je od njih zahtevala najvišjo možno ceno, a zgleda, da so jo vsi sprejeli. In spomnimo se tudi njih, čeprav se ta zgodba premalokrat pojavlja, kaj pomeni imeti Formulo 1 in dirke na splošno rad. Ni vse v zmagah, ni vse v naslovih, vse je v tistem, kar si ti pripravljen za dirke dati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.